Lep dober dan, vse generacije, mlade, malo starejše, dame in gospodje, lep pozdrav. Izjemno čast mi je in sem zelo zadovoljen, da sem lahko danes tukaj, da vam lahko spregovorim par besed. Torej, obljuba dela dolg in jaz sem nekako v kampanji, ko sem kandidiral za župana, tudi obljubil, da bomo takšen prostor zagotovili. Prostor, ki bo namenjen vsem generacijam, različnim dejavnostim. Prostor, ki bo dostojen, ki bo normalen, ki bo, bom rekel, takšen, kot si ga Konjičani zaslužimo. Z ravnateljem smo se začeli to pogovarjati v začetku leta in smo hitro prišli do tega, da bomo to tudi realizirali. Poglejte, Konjičani se moramo družiti medgeneracijsko, ker to je edino prava pot, da se med sabo spoznamo in da tudi otroci in pa tudi odrasli najdemo en skupen interes in skupno dogajanje. Občina Konjica bo ta prostor tudi, bom rekel, vzdrževala, tudi zagotavljala večino potrebnih sredstev. Predvsem z namenom, da tisti, ki delate praktično na prostovoljstvo, na volonterstvo, niste dodatno finančno s tem obremenjeni. Jaz upam in verjamem, da bo ta štibelc, kako smo ga imenovali, služil svojo namenu, da se bodo še poleg tisti, ki so že sedaj na nek način angažirani, to noter pridruži še drugi. To je tudi namen. Čim več, čim bolj naj bo izkoriščeno in vse lepo in veliko uspeha želim naprej. Hvala lepa.
Lepo pozdravljeni vsi skupaj. En prelep pozdrav še v imenu Vrtca Slovenske Konjice. Kaj bi rekel? Ravno to, kar ste bili priča v zadnjih 4 točkah, je bistvo tega medgeneracijskega centra. Se pravi povezovanje starejših in mlajših v eno skupnost, v sobivanje, v prenašanje znanja, v krepitvi nekih čustveno-socialnih kompetenc in tako naprej. Za zbor bi se zahvalil vodstvu gospe Irene Golob in pa upokojenkam ter zaposlenim našega vrtca, hkrati tudi otrokom našega vrtca. Zelo pozitivno se tudi zdi ta želja občine k temu prispevku, da zagotovita Štiblc, se pravi medgeneracijski center, da spodbuja te dejavnosti, ki dejansko so v današnji družbi zelo in vedno bolj pomembne. Zato hvala občini. Na koncu pa še samo v kratkem. Center bo povezoval več društev, ki bodo delovala samostojno, hkrati pa bomo skupaj skrbeli za napredovanje. Hvala. Alleluia.
nekako pripadnost, pomoč otrokom, iskanje lepih trenutkov, popestriti kakšne popoldneve, dneve, tudi pomagati pri učenju, je poslanstvo Društva prijateljev mladine in naše Štorkline hiše, ki je žal v starih prostorih životarila, bom rekla, bili smo nastanjeni, malo se je že spremenilo, ker je res stara hiša in smo zelo, zelo veseli, da smo se danes preselili v te, oziroma da odpiramo prostore nove Štorkline hiše v čudovitih prostorih vrtca in vesela sem povabilu gospoda ravnatelja in gospoda župana, da je prisluhnil naši prošnji po iskanju in rešitvi novih prostorov, tako da mi bomo res veseli za pridobitvijo učilnice in igralnice po nove, kakor pravimo, svetlih, toplih, lepih prostorov, sončnih, ki jih danes današnjim dnevom tudi odpiramo, kažemo za javnost in pripravljamo tako kot v medgeneracijskem centru Štibelc, kjer se pridružujemo aktivnostim v popoldanskem času, predvsem pa je za nas aktualno poletje, poletne počitnice, kjer bomo za pridobitvijo čudovitih igral, zelenih prostorov lahko kreativno ustvarjali, popestrili otrokom dopoldneve in uživali v bližajočem poletju. Hvala še enkrat občini in vrtcu, da ste nas povabili. Dober dan, cenjene dame, spoštovani gospodje. Tisti moto nekoga je moraš imeti rad ali pa mesto cvetja in vina in še nekateri so šli v svet iz Slovenskih Konjic. Ponosen sem, da se danes medgeneracijsko družimo, ker pred 40 leti so naši otroci iz tega bloka odhajali v vrtec in sedaj vidim, da med nami sploh ni preprek. Za menoj 80 let, pred menoj 20 let in 4. Najbolj sem vesel, da so nas povabili v tale prostor, ker bomo lahko medgeneracijsko sodelovali na področju turizma, kulture, umetnosti in mislim, da si turistično društvo to pot tudi zasluži. Zaradi tega, ker Anton Floral, 12krat najlepše mesto, to pomeni, da vsi se so ustvarili to, da so se drugi pri nas učili turizma. Tisti, kjer cenimo preteklost, bomo tudi stopili v dobro prihodnost. Hvala za vašo sodelovanje, za vašo podporo. Če vse ne bo tako, kot ste si želeli, mogoče pomislite, da si niste želeli prav. Hvala. Dobar dan vsem skupaj, v imenu Šahovskega društva Slovenske Konjice. Tudi sam in v imenu vseh članov bi se zahvalil gospodu županu, ki je istočasno naš član, da nam je prisluhnil, da smo dobili pogoje, da lahko delamo z mladimi šahisti, ki vidite tule. Tam dol vidite šahiste iz osnovne šole Podgoro, tu so šahisti iz vrtca Prevrat, imamo šahiste v vrtcu Mali grof, tam imamo naše člane, starejše, ki bodo skrbeli, da šah ne bo pozabljen. Za današnji dan je župan izrazil željo, da bi odigral partijo šaha z enim od naših. Igral bo s prvakom osnovnih šol, prvenstvo smo imeli v soboto. Jaz predlagam, da odigrajo 3 poteze zunaj, na vrtnem šahu. Tam bojo potem si zapomnili, kaj so igrali, pa se preselili noter. Župan izbere čas igranja, Bine, Juhar Korošec pa izbere figuro. Takole, zdaj bi vas pa vse povabil v naše prostore in pa tudi tule na stran, kjer se bo odvijala vadba, medgeneracijska vadba, se pravi starejši in mlajši otroci. Na šah tu zraven v bivši peskovnik vrtca. Uživajte, pogledajte si, pridite še kdaj drugič. Hvala.